Dobro jutro in pozdravljeni na še enem četrtkovem webinarju. Hvala vsem, ki ste se udeležili. Bi kar začeli. Današnja tema, o kateri bomo govorili, je 10 SEO nasvetov, ki hitro pokažejo rezultate, ki jih lahko damo v kratkem času v akcijo, in ki bojo imeli v razmeroma kratkem času neki efekt. Ker dejstvo je, da SEO strategija je dolgotrajen proces v resnici in vsi bi si želeli, da bi bil hiter, tako kot kaže ta rozna črta na grafu. V resnici pa je najprej vse skupaj gre zelo počasi. Strani kar nekako niso pri vrhu na Google iskanjih, potem se pa kar naenkrat se vse odvija zelo na hitro, in kar naenkrat polovica naših strani, na katerih smo delali, je na prvih mestih na Googlu, če smo delali seveda prave stvari. Ampak skušali smo najti neke stvari, ki jih lahko hitro implementiramo in pokažejo hitre rezultate. Hkrati so pa to tudi neke osnove SEO-ta. Zbrali smo jih 10. Zdaj zna biti, da nekatere ali pa večino imate na svojih spletnih straneh že urejene. Če pa katerih še nimate, jih pa lahko do srede v naslednjem tednu najkasneje pripravite in popravite na spletnih straneh. Pa če kar začnemo. Čista osnova, o kateri vedno govorimo, optimiziramo naslove in meta opise, ker to je pač reklama za našo spletno stran na Googlu, tako bomo dobili več klikov in Google bo razumel, da je ta stran relevantna za to ključno besedo. Torej meta opis je ta, ki se pokaže, meta naslov je na vrh, meta opis je spodaj. Mogoče en tak namig, če je to neka stran za ponudbo, neke raziskave kažejo, da se obrestuje dati gor že kar recimo nek call to action, tako kot je tukaj na koncu, pokliči številke. Take stvari, da so res že uporabne takoj, ko nekdo vidi našo spletno stran na Googlu. Seveda to spet ne za vsako spletno stran, ampak recimo, če nekdo išče ime našega podjetja, tam je pa to že smiselno imeti, ker že ve, kaj išče, že ve, koga išče, in je fino to noter imeti. Druga stvar, recimo, če nekdo išče ime našega podjetja, fino se je dodati na Google Plus oziroma na Google Business, kjer bo potem naše podjetje pri imenu tudi se ga lahko Google odloči prikazati, zemljevid, odpiralni čas, naslov, telefonsko številko in te stvari. S tem je tudi razmeroma malo dela, hitro se na Googlu to nastavi, treba je Google Plus profil odpreti za stran podjetja. Potem edino nekaj časa traja verifikacija, ker Google pošlje na fizični naslov neko kodo, s katero identificiramo, da smo to res mi. Gremo kar na naslednjega. Popravimo 404 strani. Predvsem so kritične strani, 404 strani, torej strani, ki ne obstajajo, iz katerih imamo linke iz zunanjih spletnih strani. Jasno, ni fino tudi, da imamo iz lastne spletne strani mrtve linke, ampak poskrbimo, da če so drugi linkali na nas in ta URL ne obstaja več, ga preusmerimo s to 301 preusmeritvijo kot permanent preusmeritvijo, s katero si bo potem Google tudi zapomnil, ta naslov ne obstaja več, tukaj imamo pa alternativo. S tem bomo izboljšali in SEO pozicijo, na drugi strani pa tudi za uporabnike to bolj uporabno naredili, ker če ljudje klikajo na ta link in pridejo na 404 stran, ne vejo, kako bojo to našli. Če pa mi za vsako 404 stran oziroma za vsak URL, ki ne obstaja več, naredimo preusmeritev na neko relevantno, alternativno vsebino, pa obiskovalec v bistvu ne bo nezadovoljen, ampak bo prišel na tisto stvar, ki je v tem trenutku aktualna. Zato lahko uporabimo dve orodji. Za interne linke poiskati je odlično brezplačna aplikacija Screaming Frog. Drugo je pa od Moza Open Site Explorer, ki pa sicer v brezplačni različici pokaže samo, lahko vidimo največ 5 strani,
tako da mogoče bi ta optimizacija nekaj dalj časa trajala, ker moramo potem počakati, da nas oni spet poindeksirajo in da nam pokaže 5 novih strani, ki nam ne dela. Ampak že če uredimo top 5 strani, iz katerih drugi linkajo na našo spletno stran in jih preusmerimo na pravo, smo že kar nekaj naredili, če nimamo res veliko takih strani s težavami, a ne? Okej, naslednja stvar. Delamo SEO optimizacijo na straneh, ki so tik pred tem, da bi bile uspešne, torej so na drugi strani ali pa na koncu prve strani v iskalnikih. Torej, to so strani, ki že imajo neko vrednost, in njih je lažje dvigati. Torej, z njimi imamo manj dela, da jih dvignemo. In kaj lahko najlažje res sami naredimo, je to, da najdemo neke svoje strani, ki že rangirajo prva mesta na Googlu, torej da jim reči avtoritativne strani, in iz teh naredimo linke na te skoraj uspešne strani. Če slučajno to vsebinsko ni mogoče, da nimamo nobene strani, ki bi bila že avtoritativna, pa vsebinsko nima smisla, da jo linkamo na neko skoraj uspešno vsebino, dajmo se potruditi, da je ta skoraj uspešna vsebina vedno le max 2 ali pa 3 klike stran iz prve strani. Torej, da bo Google ugotovil, da je v sitemapu oziroma v tej drevesni strukturi spletne strani ta stran nekje pri vrhu. Druga stvar, ki pa je pa to, da iz teh neavtoritativnih strani odstranimo linke na avtoritativne strani, ker mi želimo, da avtoriteta teče iz teh avtoritativnih strani na manj avtoritativne in jim s tem dviga njihovo moč. Potem naslednja stvar je podvojena vsebina. Kako se znebimo podvojene vsebine? Zdaj odvisno, včasih je za to kriv CMS, torej sistem za upravljanje spletne strani, včasih smo krivi sami, ampak recimo zelo pogosta podvojena vsebina je to, da je stran dostopna na URL-ju z www in brez www. Ali pa da se prikaže spletna stran podjetje.com/vsebina in na koncu slash ali pa brez slasha. In zdaj, če nimamo to urejeno, da imamo definiran canonical link, torej ta link, ki pove Googlu oziroma iskalniku, da je to originalna vsebina, potem nam bo to Google štel v duplikate in lahko da penal na našo spletno stran, ker ne bo vedel, katera stran je tista prava, ki jo želimo mi prezentirati vsem, ki nas iščejo na Googlu. Torej, ena stvar je, da to uredimo s canonical linki, druga možnost je pa, da rečemo, ko linkamo na strani, ki so duplikati, da jim damo parameter noindex, torej da spletni iskalnik ne bo indeksiral tiste alternative. Zdaj še ena stvar glede podvojenih vsebin, je pa recimo, če imamo spletno trgovino, kjer prodajamo iste izdelke kot naše konkurenčne spletne trgovine. Tam velikokrat skupaj z izdelkom dobimo tudi opis izdelka ali pa je skopiran iz uradne spletne strani proizvajalca in vse spletne strani imajo isto vsebino na strani za isti izdelek. Kar lahko naredimo, da prihtimo konkurenco, je to, da naredimo unikatne opise strani, da jih majčkeno predelamo in Google bo nagradil to unikatno vsebino in bomo avtomatsko višje v iskalnikih. S tem je sicer lahko ogromno dela, sploh če prodajamo neke stvari na drobno ali pa če imamo to neko veliko spletno trgovino, ampak to je lahko tisti diferenciator, kako bo naša spletna trgovina rangirala na Googlu in kako ne. Naslednja zadeva je robotstick.txt-datoteka. Spet, lahko smo jo naredili sami, lahko nam jo je naredila neka aplikacija ali pa CMS. In dajmo preveriti, da slučajno v tej datoteki ne blokiramo kakšnega linka, ki si ga želimo imeti noter. Ker pa če so strani blokirane, je potem pride web spider oziroma robot, ki indeksira spletne strani in nekih naših pomembnih spletnih strani ne bo poindeksiral in jih ne bo pokazal v spletnih iskalnikih. To se nam je lahko zgodilo čisto po nesreč, ali pa smo imeli, recimo, zgodi se, ko imamo
razvojno spletno stran, kjer v robust.txt definiramo, da jo spletni brskalniki ne smejo indeksirati. Damo spletno stran v produkcijo in pozabimo to odstraniti. In potem se sprašujemo, zakaj naše spletne strani ni na Googlu. To so stvari, ki se dogajajo čisto namenoma, tako da preverimo, načeloma bi moglo biti vse v redu, če nismo kaj spreminjali, za vsak slučaj pa pogledamo, kaj se dogaja. Naslednji nasvet je: izboljšajte pristajalne strani z velikim obiskom in nizko konverzijo. Torej, pristajalne strani, neki landing page, kjer imamo nek klic k akciji, neko formo, neko konverzijo. Poiščemo strani, ki imajo veliko obiska v Google Analytics, to lahko preverimo, torej, ki so že uspešne tudi iz stališča SEO-ta, imajo pa nizko konverzijo. Torej, z nekim AB testingom lahko ugotovimo, katere elemente na spletni strani moramo spremeniti, da bomo povečali konverzijo, ker nič nam ne pomaga, če pride veliko ljudi na spletno stran, ne glede na to, ali pridejo iz iskalnikov ali iz družabnih omrežij, pa potem ne konvertirajo. Torej, imeli smo obiskovalca, ki pa ni nič naredil, tak nam je isto vreden kot nekdo, ki v bistvu ni prišel. In pa pol naslednje strani, tle pa izboljšamo strani, ki imajo veliko obiska, pa malo engagementa, torej na njih se nič ne zgodi. Spet so uspešne, torej recimo iz Google ljudje kliknejo na njo, ker mislijo, da je relevantna, potem je pa čas na strani ali pa bounce rate na tej spletni strani zelo visok. Dajmo te spletne strani izboljšati, ugotovimo prek Google Analyticsa in Google Webmasters Toola, iz kakšnih ključnih besed uporabniki prihajajo na to spletno stran, in jo izboljšamo, tako da bo dejansko relevantna za uporabnike, ker ne želimo, da uporabnik pride na spletno stran in v zelo kratkem času klikne back nazaj na iskalne rezultate, ker potem Google ali pa vsak drug iskalnik razume, da je bila ta spletna stran za konkretno to iskanje nerelevantna. Torej, bomo počasi izgubljali SEO moč te spletne strani. Naslednja. Poiščemo nelinkane omembe blagovne znamke. Tle je sicer zdaj malo več dela, ampak obstajajo orodja na spletu, ki iščejo pojavljanje določene besede na spletnih straneh. Torej, v našem primeru mi bi recimo iskali Frodix in vsem, ki so omenili našo spletno stran, hkrati pa te besede niso polinkali na frodix.com, če jih poznamo sploh, pa tudi če ne, jim napišejo e-mail oziroma če jih poznamo, jih pokličemo in prosimo, da na tistih mestih naredijo link na našo spletno stran, kar pomeni, da bomo dobili neke kvalitetne zunanje linke na naše spletne strani, kar spet pomaga več obiskovalcem priti na našo spletno stran, na drugi strani pa tudi iskalniki zunanje linke jim dajo kar veliko vrednost. Enaka stvar naredimo z logotipi, ki so nepolinkani. Torej, smo bili sponzor na nekem eventu, iz nekega razloga ima nekdo drug naš logotip na spletni strani, dajmo jih prositi, da logo naredijo clickable, torej, da bo linkan na našo spletno stran. To je v bistvu tak zelo enostaven nasvet, ki bo veliko naredil, moramo pa majčkeno efforta vložiti, da res to poiščemo in tudi, da te ljudi obvestimo oziroma jih prosimo. Načeloma pa ne bo težko dobiti teh linkov, samo če bomo prosili. Naslednja stvar je, preverimo sitemap oziroma preverimo, katere spletne strani je Google poindeksiral. Kako to pogledamo? Najlažje je v Google vpisati site, dvopičje, pa ime naše spletne strani, torej v našem primeru bi bil to site, dvopičje, frodix.com, in pogledamo, kaj vse je tam noter. Hitro bomo videli, sploh če uporabljamo kakšnega od teh popularnih CMS-ov, pa mogoče še kakšne plugine ali pa obsežne teme. Bomo hitro videli, da so noter kar neki arhivi, neke strani avtorjev, ki v bistvu niso uporabne, da imamo noter poindeksirano spletno stran, kjer je samo slika, ki smo jo uporabili v enem članku gor, in take hecne stvari, ki nimajo smisla, da so na Googlu oziroma da delajo gužvo,
ker take strani, ki nimajo vrednosti, nimajo klikov oziroma imajo visok bounce rate, nam na Googlu delajo samo škodo. Torej, poglejmo, kaj vse Google poindeksira in to popravimo tudi v sitemapu, ki ga potem po updatanga oddamo v Google Webmasters Tools, kjer bomo videli potem, kjer v bistvu povemo Googlu, katere so naše spletne strani, ki želimo, da jih indeksira. Spet, Google bo poindeksiral več strani, ker poindeksira tudi vse linke, ki jih najde na spletni strani, tudi linke, ki jih najde iz drugih spletnih strani na nas, ampak sitemap je ponavadi neka osnova, iz katere štartajo. Počasi se približujemo koncu, to je že 10. nasvet. In ta je: povečaj pozicijo svojih manj obiskanih strani z uporabo notranjih linkov. Torej, imamo neko popularno vsebino z veliko ogleda, z dobro SEO pozicijo, in zdaj uporabimo te linke oziroma uporabimo to stran. No, tukaj sem majčkeno narobe napisal. Iz nepopularnih strani, ne, vse v redu, sorry. Iz popularnih vsebin linkamo na manj popularne vsebine in s tem bomo dvigali SEO pozicijo vsem tem vsebinam. Torej, to, da uporabljamo notranje linke oziroma interne linke znotraj naših spletnih strani, je tako ali tako dobrodošlo. Google to ceni, zaradi tega, ker to je pač osnova spletnih strani, so povezave. Torej, dvignemo majčkeno rang tej povezavi, ki je že tako uspešna, hkrati pa Googlu pokažemo: poglej, to so relevantne spletne strani, ki so povezane s to stranjo. Torej, to in to. Na ta način dvignemo tudi tiste manj popularne, da bojo višje, bolj relevantne, sploh če bojo se neki kliki dogajali na njih oziroma ko bodo enkrat prišle na prve strani iskalnikov, če se bojo takrat začeli kliki na njih dogajati. In zdaj, kar je recimo, zakaj je to še uporabno? Ker recimo spletne strani, kot so neke produktne ali pa predstavitvene spletne strani, so nam zelo pomembne, torej, da jih veliko ljudi vidi, hkrati jih je pa težko buildati zunanje linke na njih, ker nekako nima smisla oziroma izpade tako malo samohvalno, če bomo mi na spletnih omrežjih oziroma na socialnih omrežjih ali pa na nekih drugih spletnih straneh